Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat bomo uživali v soju odrskih luči in sicer v gledališki predstavi. Učenci so skupaj z učiteljico z mnogo truda ter časa pripravili pravo piratsko predstavo. In med učenci je tudi Žan. Žan, ki večer pred premiero ne more zaspati, saj ima ogromno skrbi glede predstave. Mislite, da bo predstava uspela? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti pravljici z naslovom Predstava. Za Žana in vse njegove sošolce bo kmalu prišel dan, ki ga tako težko pričakujejo. Samo še nekajkrat gredo spat in že bodo stali na odru obsijani žarometi. Na predstavo se z gospo Elodijo pripravljajo že več tednov. S svojimi pridnimi tačkami izdelujejo vse, od scene do kostumov. Strižejo, lepijo in ustvarjajo. Starši se bodo gotovo počutili, kot da so nekje na Karibskem morju. Tema letošnje predstave so namreč, kot ste morda že uganili, pirati. Žan te dni misli samo še na predstavo in vsak večer vadi pred svojimi največjimi oboževalci. Odvežite vrvi, mornarji! Kapitan Črna brada vas bo popeljal na nepozabno pustolovščino. Na predvečer predstave je Žan v svoji posteli, vendar... Mami, ne morem zaspati, pa naj še tako zatiskam oči. To je normalno, ljubček. Jutri je veliki dan, zato si tako vznemirjen. Mislim, da me je strah. Predstavljaj si, da se zmotim. Ali da pozabim svoj kostum. Ali da padem. Ali pa, da bi z odra moral na stranišče. Vse bo v redu, srček. Vse bo šlo kot po maslu. Pripravljen si. Veliko ste vadili. Misli predvsem na to, kako prijetno bo in kako neizmerno boš užival s svojimi prijatelji. Končno le pride veliki dan. Žan je tako vznemirjen, da se prebudi prvi. Mami, oči, danes je, predstava je danes. Oči, kdaj gremo v šolo? Počakaj še malo, moj mali pirat. Najprej bo treba zajtrkovati. Končno le prispejo v šolo in mama Žana pospremi do zakulisja. Pridi, da te še enkrat objamem, ljubček, mu pravi in ga še enkrat poljubi. Vem, da se boš izkazal. Ta kostum vala ti zelo pristaja. Mami, a misliš, da bom nekoč lahko igral pirata? Seveda, ampak vedi, da je tudi tvoja vloga zelo pomembna. Val je tisti, ki piratski ladji pomaga, da se pomika naprej. In ti si najlepši val, kar ga je svet kdajkoli videl. V zakulisju Žan sreča vse svoje prijatelje. Pogled se mu ustavi na prečudoviti Lili, ki je že v svoji obleki. Res je najlepša od vseh princes, vas osupel pomisli. Preden se učenci povzpnejo na oder, gospa Elodija daje še zadnje navodila. Tim, ne grizljaj svojega meča, to ni korenček. Maša, nehaj vleči Lili za obleko. Kje je Vili? Aha, tamle je. Ne pozabi svojega meča, Črna brada. Ste pripravljeni, otroci? Ja! Zapijajo vsi v en glas. Dobro, pa ne pozabite na nasmeh. Jim še svetuje gospa Elodija. Ponosna sem na vas, moje zvezde. Vem, da se boste odlično odrezali. In kar je najpomembnejše, uživajte! Rdeča zavesa se odgrne in vsak zavzame svoje mesto na odru.
1, 2, 3, zdaj sem postal val, si reče Žan in se požene na oder. Od tam, kjer stoji, lahko vidi Lili, ki je na vrhu najvišjega grajskega stolpa. Tako rad bi bil pirat, da bi jo lahko rešil. Zavzdihne. Ampak zdaj ni pravi trenutek, da bi razmišljal o tem. Zdaj je val in v igri ima prav tako pomembno vlogo. Med gledalci sta tudi oče in mama. Prišli sta celo sestra Neja in babica Betka. Vsi so tukaj. Kaj, če bi jim pomahal, da ga vidijo? Konec koncev se val stalno premika. Pa naj bo. Samo majhen zamah. Nihče ne bo opazil. Odvežite vrvi, mornarji. Kapitan Črna brada vas bo popeljal na nepozabno pustolovščino. Na kljunu ladje deklamira Vili. Kapitan, zakliče Andrej. Krmilo usmerjamo proti otoku, da osvobodimo princeso. O, lepa klovnesa, recitira Vili. S tresočim glasom še enkrat poskusi. O, le. V dvorani nenadoma zavlada tišina in vsi pogledi se uperijo van. Ubogi Vili, pozabijo svoje besedilo, pomisli Žan. Počasi se približa Viliju in ob tem poskuša kar čim bolj posnemati gibanje valov. Kaj delaš? Me poskušaš utopiti? Se razjezi Vili. Ne, tukaj sem, da ti pomagam, mu zašepeta Žan. O, lepa princesa, mu zašepeta v uho. Vili hitro razume navodila in ponovi za njim. O, lepa princesa. Prepluli smo vse oceane, da bi vas našli, zašepeta Žan. Zdaj smo tukaj, da bi vas rešili, preljuba princesa, izvoljenka mojega srca, nadaljuje. Vili dosledno ponovi vsako besedo, ki mu jo Žan prišepne. O, Črna brada, rešitelj moj, zakliče Lili iz svojega stolpa. Tako sem vesela, da ste tukaj. Ampak da me rešite, se boste morali najprej soočiti z zmajem, ki straži ta stolp. Začenja se zadnja bitka. Žan se umakne ob stran in spodbuja svoje prijatelje. Tudi on se na svoj način spopade z zmajem. Končno jim le uspe pokončati to strašno pošast. Žan je tako vesel, da je lahko Viliju pomagal rešiti Lili. Na koncu predstave vsi navdušeno ploskajo. Vili ta čas izkoristi za to, da se približa Žanu. Hvala, Žan. S tvojo pomočjo sem se spomnil besedila in rešil princeso. Lili je edina, ki je z vrha svojega stolpa opazila, kaj se je zares zgodilo. Tudi ona pohiti k Žanu in mu na uho zašepeta. Skočila bom med valove, moj pravi rešitelj si namreč ti. Bravo, Žan. Tudi mi vsi smo ponosni nate. Predstava je čudovita pravljica, ki nas simpatično zgodbo popelje v svet ustvarjalnosti, prijateljstva ter poguma. Namreč stati na velikem odru v sovju močnih luči, kjer množica že nestrpno čaka na predstavo, ni tako enostavno. Trema nas lahko hitro ustavi, a z zaupanjem vase in podporo prijateljev ter najbližjih se lahko premaga tudi največji strah. In tako so tudi današnji učenci s skupnimi močmi odlično uprizorili piratsko predstavo. Bravo, vse pohvale. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Pa kaj? V kateri boste spoznali učenca, ki pa ni bil ravno tako spodbuden kot Žan. Še več, Boris je bil zelo žaljiv do otrok v šoli. A nekega dne se je vse spremenilo in to na bolje. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite ustvarjalni ter prijateljem v stiski le priskočite na pomoč. Čau, čau!
Bravo, Žan. Odlično si se odrezal. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ponovno sem prejela prijazno elektronsko sporočilo z željo, da preberem čudovito, večkrat nagrajeno pravljico. Namreč Jaka in Ema zvečer zelo rada prisluhneta pravljicam. In današnja pravljica je za njiju, ter seveda tudi za vse ostale poslušalce. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo zanimivi pravljici z naslovom Barnabus, žverca z napako. Barnabus je živel v skrivnem laboratoriju. Bil je pol miš, pol slon. Laboratorij je bil njegov dom, vse odkar je vedel zase. Skrit je bil pod trgovinico popolne žvirce, ki je stala sredi povsem običajne ulice. Za ta skrivni prostor globoko pod zemljo ni vedel skoraj nihče. V njem so izdelovali popolne žvirce. Barnabus pa ni bil povsem popoln. Zato so ga umaknili na oddelek za žvirce z napako. Njegov dom je bil precej majhen, a zato toliko bolj čist in urejen. Zeleni pajaci so mu prinašali njegovo najljubšo hrano, sir in arašide. Barnabusa je vseeno na vso moč zanimalo, kakšen je svet zunaj njegovega malega steklenega zvona. O svetu tam zgoraj mu je pogosto pripovedoval ščurek Žuž. Pripovedoval je o lesketajočem se srebrnkastem jezeru, zelenih drevesih in gorah, ki segajo vse do neba in jih razsvetljujejo prav posebne zvezde. Mogoče bom nekoč tudi jaz sedel pod milim nebom in gledal zvezde, je zasanjeno zavzdihnil Barnabus. In ko je zaprl oči, mu je to skoraj uspelo. Nemogoče, ga je zavrnil Žuž. Nič ni nemogoče, je bil odločen Barnabus. V resnici ga je skrbelo, da ima morda njegov prijatelj prav. V tistem hipu so vstopili zeleni pajaci. Prižgali so luči in pregledali vsak stekleni zvon posebej. Sporazumevali so se s čudnimi zvoki. Bolščali so in bezali. Drezali in zijali. Vse steklene zvonove so ožigosali z rdečim napisom napaka. Potem so odšli. Kaj vendar to pomeni? Je vprašal Barnabus in se zazoril v nenavaden rdeči napis. To pomeni, da te bodo reciklirali, mu je odgovoril Žuž. To naredijo z vsemi žvircami z napako. Potem boš bolj puhast, ga je hotel prijazno potolažiti. In bolj srčkan in najbrž boš imel večje oči. Rad ima majhne oči, je ugovarjal Barnabus, čeprav o tem ni bil več povsem prepričan. Barnabus se je sesedel na dno svojega steklenega zvona. Mogoče res ni bil najbolj puhast in njegove oči so bile v resnici drobne in ne najbolj sijoče. A sam sebi je bil všeč prav tak, kot je bil. Kaj, če ne bo več maral arašidov in sira, ko ga bodo reciklirali? Kaj, če ga prijatelji ne bodo več prepoznali? Kaj, če mu ne bo več mar za zelena drevesa in visoke gore, ki jih razsvetljujejo prav posebne zvezde? Pobegniti moramo odtud, se mu je nenadoma posvetilo. Drugim žvercem z napako je ob tem najprej zastal dih, potem pa so mu z vzklikom pritrdile.
Nemogoče, jim je oporekal Žuž. Nič ni nemogoče, je odvrnil Barnabas. Stopil je korak nazaj in z vso silo brcnil. Zaletel se je v stekleno steno, a stekleni zvon je bil zanj premočan. Naposled je le obsedel in žalostno zatrobil. Nenadoma je zagledal drobno razpoko v steklo. Zdaj ali nikoli, je pomislil in na vso moč zatrobil. Bil je svoboden. Potem je osvobodil še druge. Prašne mucke, žabolučko, čmrcino, kuščopirja, lenušnico, Lolija Lovčiča, Dolgina in Dolguha, Mico Šprico, Pocka, Trobentajsa, Žmelvo, Mežika, Poležuške, Levuharico, Pribislava, Ježefino, Progoroga, Zobodino, Kuckuca, Grmuhlja, prav vse. Nihče od njih ni še nikdar stopil iz svojega steklenega zvona. Nastal je pravi direndaj. Vriskali so in prepevali, žgoleli in tulili. Raztegovali so noge in poskakovali od veselja. Ko so se nekoliko pomirili, so pokukali čez rob police. Tla so bila daleč spodaj. Kaj pa zdaj? Je zaskrbelo Mico Šprico. Pomagati si moramo, je dejal Barnabas. Skupnimi močmi so se začeli spuščati po policah navzdol. In naposled dosegli tla. Šš, je zašepetal Barnabas in vsi so obmolknili. Tedaj so zaslišali tudi drugi. S hodnika so odmevali koraki. Brž, jih je spodbujal Barnabas. Tule se lahko izmuznemo. Ni maral temnih prostorov, a grozeči koraki so se nevarno približevali. Splazili so se v zračnik z žabolučko na čelu, da jim je osvetljevala pot. Nekateri so se morali pošteno stisniti. Zračnik je vodil v najskrivnejši del skrivnega laboratorija. Zgoraj je nekaj pritegnilo njihov pogled. Bežimo, je vzkliknil Žuž. A Barnabas ni mogel proč. Zdelo se mu je, da veliko žalostno oko zre naravnost van. Ne moremo ga pustiti tukaj, je rekel Barnabas. Strašen je pripomnil Žuž. Pošasten je, ga je popravila Mica Šprica. Grozen je rekel Kuščopir. Žvirca z napako je odgovoril Barnabas. Tako kot mi. Združili so moči, da bi zavrteli velik ventil in žvirco osvobodili. Vendar je bilo prepozno. Zeleni pajaci so jih zalotili. Ko se je že zdelo, da ni več rešitve, so se vrata vdala in v laboratorij je vdrla voda. Odplaknilo jih je. Vse do sveta tam zgoraj. Ko so končno odprli oči, so ugotovili, da tičijo v luži, obkroženimi s policami, polnimi popolnih žvirc. Pognali so se proti izhodu. Barnabas pa je obstal. Počutil se je skoraj tako, kot bi se gledal v ogledalo, le da je imel Barnabi večje oči in dlako puhasto kot sladkorna pena. Bil je popoln. Barnabas, ga je poklical Žuž, ki je bil že pri izhodu iz trgovine. Poglej, svet tam zgoraj. Barnabas je pohitel, da bi ujel prijatelje. Morda res ni bil popoln,
a bil je svoboden. Svet je bil veliko večji, kot so si Barnabas in njegovi prijatelji sploh lahko predstavljali. V njem so videli gore, o katerih jim je pripovedoval Žuž, tiste, ki segajo do neba in jih osvetljujejo prav posebne zvezde. Prav si imel, je rekel Žuž, nič ni nemogoče. Kmalu so našli svoj prostor pod soncem, poln veselja, zelenih dreves in mehke trave. Kraj, ki je postal njihov dom. Ni bilo vse preprosto, a vedno so držali skupaj. Ja. Samo poglejte jih, kako simpatične, žvirce z napako. Izjemna pravljica, prav zares. In še kako drži, da v pravih prijateljih je prav vse mogoče. Bravo, žvirce, res ste navdihujoče in polne iznajdljivosti. Čestitke pa tudi za skok v naš svet. Namreč biti ujet v steklenem zvonu res ni enostavno. Je pa res, da tudi življenje v našem svetu včasih ni lahko. A kot sem že rekla, s pravimi prijatelji je vse mogoče. Ter pa seveda s dobro voljo ter vztrajnostjo in pogumom. Jaka in Ema, iskrena hvala za idejo o zares sijajni pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni pravljici o pravem prijateljstvu z naslovom Nekega zimskega dne. Uživajte, lepo se imejte in negujte prijateljske vezi. Prijeten pozdravček prav vsem, še posebej pa vama, Jaka in Ema. Čau, čau. Ja, prav nič ni nemogoče, res je. Bravo, Barnabas, super si bil. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Sofiji in Zoji, ki zelo radi prisluhneta pravljicam. Včasih so pravljice njuna popotnica tudi kar med vožnjo v avtu. Hvala. Sofija in Zoja bi želeli prisluhniti simpatični pravljici, v kateri bo knjižni junak spoznal moč besed ter moč prijaznosti, ki lahko marsikomu spremeni ter polepša življenje. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljični želji Sofije in Zoje z naslovom Pismo. Nekega dne je veter našel pismo. Poštar, ki ga je v močan naliv, ga je izgubil, ne da bi to sploh opazil. Pismo je obležalo v luži. Voda je razmazala črke na kuverti, da je bilo nemogoče razbrati, kdo je pismo poslal in komu je bilo namenjeno. Veter, ne bodi len, je kuverto odprl in pismo prebral. Kako lepo pismo! V njem je pisalo le: všeč si mi. Pismo je tako lepo, si je rekel veter, da bi bilo resnično škoda, če ne bi prišlo do svojega naslovnika, kdorkoli že je. Odločil se je, da ga bo odpihnil v zrak, da bo pismo samo našlo svoj cilj. Dvignil ga je visoko, vse do neba, nato pa ga je spustil.
Pismo je nekaj časa plavalo po zraku, nato pa pristalo na strehi gospoda Mačkuna, se pritihotapilo skozi dimnik in pristalo na glavi mačka, ki je v tistem trenutku dremal na slanjaču. Gospod Mačkun je bil zelo čist in urejen gospod. Živel je v prijetni in udobni hiši, ki bi bila gotovo všeč vsakemu prijatelju in gostu. Toda gospod Mačkun je bil pust in trmast. Nobenega prijatelja ni imel. Obiskov ni prenašal, še poštarju ni odprl vrat. Bolje je biti sam kot v slabi družbi. Je gotrnjal sam sebi v tolažbo, ko se je počutil osamljenega, kar ni bilo redko. Ko pa je gospod Mačkun pismo prebral, čeprav še sam ni vedel, zakaj, se je močno razveselil. Nekomu sem všeč, si je rekel in kar žarel od sreče. In odločil se je, da bo odkril, kdo mu je poslal skrivnostno pismo, ki mu je prineslo tolikšno veselje. Brez pomišljanja in omahovanja se je odpravil ven, da bi našel neznanega pošiljatelja. Na ulici je srečal gospo Gosko, ki je bila s težko košaro namenjena na kmetijo. Kaj pa, če je ona? Se je vprašal maček. Misel mu je vlila pogum, da ji je ponudil pomoč, ter ji preostanek poti nesel v košaro. Nepričakovana prijaznost gospoda Mačkuna je gospo Gosko tako presenetila, da je ostala brez besed. Ga, je živčno zagagala in odcapljala, ne da bi se gospodu Mačkunu zahvalila za pomoč. Gospoda Mačkuna je to malce potrlo, toda kmalu je srečal gospo Kokoško, ki se je trudila varno rešiti enega od svojih piščančkov z najvišje veje na drevesu. Kaj pa, če je ona? Se je vprašal maček. Opogumljen je ponudil svojo pomoč, splezal na drevo in malčka previdno prinesel na tla. Ko? Kokoška je bila tako jezna na svoje nagajivo pišče, da je poredneža zgrabila za krilce in odvlekla proč, ne da bi se gospodu Mačkunu sploh zahvalila za pomoč. Potrto je gospod Mačkun nadaljeval sprehod in kmalu srečal gospoda ovčarja, ki se je zaman trudil, da bi vžgal svoj motor. Kaj pa, če je on napisal pismo? Se je vprašal maček. Ponovno je zbral pogum in gospodu ovčarju ponudil pomoč. Z vso močjo je potiskal motor, na katerega se je usedel veliki ovčar, dokler motor ni zaropotal in začel teči. Hov, se je razveselil ovčar in zadovoljno odhrumel po poti, ne da bi se gospodu Mačkunu zahvalil. Gospoda Mačkuna je to tako potrlo, da mu je postalo žal, da se je sploh trudil. Razočaran se je odpravil proti domu. Ko pa je prišel do doma, ni mogel verjeti svojim očem. Pred vrati so ga čakali gospa Goska s sveže pečenim pecivom, gospa Kokoška s košarico pravkar obranega sadja in gospod ovčar z vrčkom svežega mleka. Nekaj smo ti prinesli v zahvalo za tvojo prijaznost. In prvikrat je gospod Mačkun začutil, kaj pomeni, če te ima nekdo rad. Zato se je odločil, da bo odprl vrata svojega doma in vam povabil svoje prijateljice in prijatelje. Gotovo pa se sprašujete, in kaj se je zgodilo s pismom? Skozi odprta vrata je zapihal veter in odpihnil pismo visoko, visoko v zrak, vse do neba, od tam pa... Ja. In zagotovo je pismo našel nekdo, ki prav tako kot današnji knjižni junak gospod Mačkun potrebuje prijazne besede.
In tako je naš mačkon med iskanjem odkril moč prijaznosti ter spoznanje, da le nekaj preprostih besed lahko polepša življenje nekomu. Zelo navdihujoča pravljica. Sofija in Zoja, najlepša hvala za čudovito pravljično željo. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še zimski pravljici z naslovom Šivalnica besed, v kateri boste prav tako spoznali muco Mijo, ki je šivala besede. In knjižna junakinja Lisica je kmalu spoznala, kakšno moč imajo napisane besede. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, da ne pozabite na lepe besede, s katerimi lahko ogrejete srca. Prijeten pozdravček Sofiji in Zoji, ter pa seveda vsem poslušalcem pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Pošiljam vam en pisemski pozdravček. Čau, čau. Pa res simpatična pravljica. Bravo, gospod Mačkun. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici se bomo potopili v morske globočine ter spoznali prikupnega hobotnička, ki se malce težje osredotoči samo na eno opravilo. Kako tudi ne, saj ima toliko rok. Predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Hobotniček Cene. Cene je majhen, gibek hobotniček. Ima dar, da hkrati lahko počne ogromno stvari. Kaže, da ima to v krvi vsa družina. In tako doma vlada prava zmešnjava. Ta lastnost je zelo dobrodošla, kadar je treba sestaviti sestavljanko, brkljati okoli hiše ali pripraviti mizo. In kakšna je šele zmešnjava, ko se družina odpravi na sprehod? Pozor! Vihar v peskovniku! Zalila bo koralni greben! Toda Cenetova sestrica in starši so tako prijazni ter vljudni, da jih imajo vsi radi. Edini, ki mu vse to dogajanje malce preseda, je Cenetov učitelj. Hobotniček Cene je bister in dober učenec. Toda gospod Sardon je redoljuben mož, ki ima rad, da so vse stvari na svojem mestu. In ko danes, tako kot vsako jutro, Cene s svojimi rokami pomaha v pozdrav, gospod Sardon dobi morsko bolezen. Otroci se pri uri likovne umetnosti posedejo za svoje mize. Gospod Sardon deli barvice in čopiče. A še preden konča svoje delo, Cene že vsem razdeli papir, ne da bi sploh zapustil svoj stol. Hvala, Cene, zajeclja gospod Sardon, malce zmeden. Otroci se lotijo dela. Cene z eno roko drži svoj papir, medtem ko z drugo natančno riše. A še vedno ima dovolj rok, da hkrati lahko dela še cel kup drugih stvari. Na liste svojih sošolcev tako začne pisati njihova imena. Ošili barvice, Trnežu odpre knjigo z risbami, drži stol, na katerem se guga morski koniček in obriše prah z želvinega oklepa. Glava gospoda Sardona se obrača v vse smeri. Usede se. Hvala, Cene, vzdihne. V jedilnici Cene obeduje, a to ni vse, kar počne. Deli še prtičke in pospravlja krožnike,
si naloži še eno porcijo alg, začini kitovo malico in vse to počne, ne da bi se sploh premaknil s svoje skale. Gospodu Sardonu malica ne tekne preveč. Na očeh mora imeti Ceneta in to ga pošteno izčrpava. Čas je za odmor. Cene si podaja žogo z želvo in stuno, a to še zdaleč ni vse. Vrti še skakalno vrv, bere zgodbo in na pesek nariše ristanc. Gospod Sardon prosi gospo Slanikovo, naj popazi na otroke. Malce si gre odpočit. Ob začetku popoldneva se gospod Sardon vrne. Vsak učenec vzame knjigo in se usede na spužvo. Nastopil je najmirnejši čas dneva, čas počitka, ki pa je za Ceneta najtežji. Bere sicer rad, a kaj ko tako težko sedi pri miru. Skuša se zbrati. Hop! Ena od njegovih rok obrne stran v knjigi, ki jo bere morski polžek. Flop! Druga naravna očala jastogu. Hop! Spet tretja poda smešno sporočilce delfinu. Gospodu Sardonu prekipi. Ceneta odpelje k ravnatelju. Zelo mi je žal, Cene, reče. Toda v času počitka se je treba umiriti. Oprostite, učitelj, tega ne delam nalašč. Kmalu zatem se iz ravnateljeve pisarne zaslišijo čudni zvoki. Bonk, benk, prask, bum, bum, tresk, hresk. Ubogi ravnatelj, pomisli gospod Sardon. Popoldanskega počitka je konec in ravnatelj pospremi nasmejanega Ceneta nazaj v razred. Gospod Sardon, reče ravnatelj, vaš Cene je čudovit. Razumem, da vam hobotniček s svojimi nemirnimi rokami nakoplje kakšno sitnost ali dve. Kot otrok sem bil tudi sam velik zalogaj za svojo varuško. S Cenetom sva se pomenila glede tega in se lotila dela. In tukaj je rezultat. Tada! Sklikneta Cene in ravnatelj v en glas, ko odpreta škatlo. Miza za Ceneta. Prav takšna, o kakršni sem vedno sanjal, naznani ravnatelj. Zdaj bo lahko hkrati počel ogromno stvari. Še doda in pomežikne gospodu Sardonu. Učitelj je vzhičen. Kako dobra zamisel. Gleda, kako obe hobotnici v rekordno hitrem času postavita mizo in jo opremita s pripomočki. Hvala, gospod ravnatelj, reče Cene, ko se namesti. Tistega popoldneva se učijo zgibanja papirja. Gospod Sardon občuduje prizor. Zadovoljen je, da je hobotniček Cene polno zaposlen in zelo priden. Ja. Zelo zanimiva pravljica, kaj ne? Pravljica o tem, kako smo si tudi ljudje med sabo različni, drugačni, ter da je potrebno to drugačnost razumeti ter spoštovati. Vesela sem, da sta hobotniček ter gospod ravnatelj le našla rešitev, nad katero pa je bil navdišen tudi učitelj. Bravo! Otroci, mojim knjižnim kotičkom pa lahko prisluhnete še eni šolsko obarvani pravljici z naslovom Pa kaj? V kateri boste spoznali učenca Borisa, ki je vsakodnevno zelo grdo ogovarjal otroke. A nekega dne se je s prihodom nove učenke vse spremenilo. In to na bolje, mnogo bolje. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite strpni ter spoštljivi in se kmalu spet poslušamo. S hobotničkom pa vam pošiljava morski pozdravček. Čau, čau! Bravo, Cene. Super rešitev ste našla.
Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici, ki jo poklanjam tudi malce starejšim, bomo spoznali, kako lahko ljubezen izrazimo na poseben način. Namreč odšli bomo v deželo, v kateri moraš besede, preden jih izgovoriš, kupiti. Ja, zelo srčna pravljica je pred nami, zato predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Dežela velike tovarne besed. Nekje daleč je dežela, kjer ljudje le redko govorijo. To je dežela velike tovarne besed. V tej čudni deželi moraš besede kupiti, da pa jih lahko izgovoriš, jih moraš pogoltniti. Velika tovarna besed neumorno tiska besede noč in dan. Stroji ves čas ropotajo in iz njih se vijajo trakovi neštetih besed vseh vrst in oblik. V tej nenavadni deželi je govoriti drago. Nekatere besede so več vredne od drugih. Privoščijo in izgovorijo jih lahko le redki premožni prebivalci. Revni ljudje pa morajo včasih prebrskati celo smeti. Vendar nemarno odvržene besede niso kaj prida. Marsikdaj se med smetmi najde kakšna kot kravjak ali konjska figa. V času razprodaj lahko besede kupiš po znižani ceni in dobiš jih zares ugodno. A kaj, ko je veliko takih, ki so popolnoma neuporabne? Le kaj lahko poveš z besedo trebuhljač ali filodendron? Sem in tja kakšno besedo odpihne veter. Takrat otroci hitro skočijo po mreže za metulje in jih lovijo. Zelo ponosni so, če lahko staršem povedo besedo ali dve. Filip je tokrat v svojo mrežo ulovil 3 besede, a jih danes ne bo izrekel. Prihranil jih bo za nekoga prav posebnega. Jutri je namreč Sarin rojstni dan in Filip jo ima zelo rad. Želel bi ji reči, rad te imam, pa nima dovolj denarja. Zato ji bo povedal kar tiste 3 besede, ki jih je ulovil: češnja, prah, stol. Sara je njegova soseda. Filip pritisne na zvonec. Ko odpre vrata, se deček le nasmehne, saj ne more pozdraviti. Živjo, kako si kaj? Ker nima toliko besed. Sara mu nasmeh vrne. Zelo lepa je v češnjevo rdeči oblekici. Za njo stoji Oskar in Filip Oskarja ne mara. Njegovi starši so prav nesramno bogati. A to ni razlog za Filipovo sovraštvo. Oskar se ne smeji. On govori s Saro. Ljubim te z vsem srcem, draga Sara. Ko odrasteva, vem, da se bova poročila. Ojoj, v tem stavku je toliko bogastva. Filip je obupan. Oskarjeve oči kar žarijo od samozavesti, Sara pa se še naprej smehlja. A Filip ne ve komu. Deček pomisli: moje besede so tako preproste. Vendar zbere pogum, globoko vdihne in začuti vso ljubezen, ki jo nosi v srcu.
Nato dahne ulovljene besede, ki zaplavajo k Sari kot mavrični metulji v letu. Češnja, prah, stol. Nasmeh na Sarinem obrazu izgine in začudeno ga pogleda. Zdi se, kot bi ostala brez besed. Nato se mu počasi približa in ga plaho poljubi na lice. Ubogemu Filipu je ostala le še ena samcata besedica. Nekoč jo je našel v smeteh med kravjaki in konjskimi figami. Njegova najljubša beseda je in hranil jo je prav za posebno priložnost. In danes je ta dan. Nežno pogleda Saro v oči in reče: še. Nedvomno pravljica, ki seže v srce. Kaj ne? Namreč besede, ki jih povemo iz srca, povedo mnogo več, kot je njihov pomen. Dotaknejo se naših src. In bogat je tisti, ki ima širok besedni zaklad. In ravno zato sta branje in poslušanje tista, ki nas bogatita. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še slovenski pravljici z naslovom Šivalnica besed, v kateri boste spoznali, kakšno moč imajo besede. Ali pa prisluhnite pravljici z naslovom Žal mi je, v kateri boste spoznali najboljša prijatelja, ki sta se sprla. Ako sta se iskreno in srčno opravičila drug drugemu, je bilo ponovno vse v najlepšem redu. Otroci, uživajte, lepo se imejte, bodite srčni in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau. Ja, bravo, Filip. Čudovita pravljica, res. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji zelo zanimivi pravljici bomo spoznali deklico, ki se je odpravila v mesto. A to mesto ni običajno mesto. V tem mestu bomo spoznali različna čustva, ki živijo tudi v nas. Sedaj pa predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici v rimah, nastali izpod peresa avtorice Veronike Frece z naslovom Mesto čustev. Ni danes en res čuden dan, tak vesel, a hkrati zaspan. Zjutraj sem se na ves glas smejala, ko s prijatelji sem se igrala. Potem so odšli domov in jaz sem jokala, ker sama sem ostala. Popoldanskega počitka nisem želela. Jezila sem se, ker raje kaj drugega bi počela. Danes se res hecno počutim. Res ne vem, kaj mi je. Mami, kaj nekaj dogaja se? Veš, otrok moj, to so čustva, ki v tebi živijo. Včasih so budna, drugič pa spijo. Ko preplavljajo te različni trenutki, to, kar čutiš, to so občutki. Ampak mami, kaj pa sploh so to čustva? Je to nekaj, kar lahko jem? Le kako naj to izvem?
Čustva so občutki, ki jih boš vedno čutila in z njimi živela. Naj ti povem zgodbico, da jih boš lažje razumela. Predstavljaj si, da greva na dolgo cesto, na potovanje v prav posebno mesto. V njem so zanimive hiše in vsaki od njih se svoja zgodba piše. Vsaki od njih čustvo živi, se z drugimi druži, a nekaterih boji. V prvi hiši veselje in sreča živita. V njej je vse barvito in iz dimnika se pisano kadi, da je res čudovito. Tu se ves čas nekdo smeji, vriska, časih od veselja kar piska. Z oken se dvigajo pisani baloni, namesto solate na vrtu rastejo bomboni. Tu najdeš iskrice v očeh in svetle zvezde prav v vseh nočeh. Tu se pleše, sanja, žari in nasmehe poklanja. V drugi hiši žalost in bolečina živita. V njej se joka in stoka in v srcu boli, da to kar poka. Solzica tečejo brez konca in kraja, odžejala lahko bi velikega zmaja. Tu te v srcu tišči, ko mimo greš, in od tesnobe zviješ se v kepo, nič kaj prijetno in nič kaj lepo. Tu včasih te kaj bo tako prizadelo, da res hudo, hudo bo bolelo. V tretji hiši ljubezen živi. Njej se nikoli nikamor ne mudi. Tu bi vsi radi zavedno ostali, se radi imeli in ves svet objeli. Tu se ti lica obarvajo rdeče, srce pa kar vriska od sreče. Tu poljubi in objemi živijo, tu najlepše se sanje rodijo. Tu pospeši se ti bitje srca, tukaj mehkobe dovolj je za dva. Včasih to čustvo tako te zadene, da v glavi se ti kar zmeša in po oblakih vrtiš se kot preša. Ljubezen je tista, ki poskrbi, da ves svet res lepši se zdi. Tamle vidiš pa jeza živi, včasih se k njej tudi bes priseli. Tu poka in dere se, včasih kriči, da vsak, ki gre mimo, res hitro zbeži. Kakšen nered tudi v jaz sem in tja, zobe skupaj stiska, še škripati zna. Tu včasih se zdi, da te kar bo razneslo, da še v vesolje bi to odneslo. Od jeze in besa si včasih kar rdeč, tu sreča in veselje se skrijeta v peč. Ko te obišče, pozdravi in zven, nato pa hitro pošljijo ven. Iz svojih pljuč, trebuščka in misli nikar ne pusti, da tebe črviči ali nekoga drugega piči. Izrazi z besedami, kaj te jezi, kaj ne zdi se ti prav in kaj te teži. Če treba je rjovi kot zmaj, boksaj v blazino in cepetaj. Občutek v tebi se umiri in v mislih počasi se vse ti zbistri. Naslednja hiša se dviga visoko, pa vendar seže tudi globoko. V njej prebiva Gospodič Ponos in vsak, ki gre mimo, v zrak dvigne nos. Skozi okna visijo medalje in priznanja, tukaj vsak ti pohvale poklanja. Počuti se res posebno, močno, sposobno, ponosno, prav vedno. Z dvignjeno glavo hodiš okoli, zavedaš se, da nisi kdorkoli. Ponosno držiš se in se smehljaš. Uspeh si zaslužiš in to si priznaš. No, greva naprej.
Poglej, poglej. Tamle je hiša vsa bleda in strašna. Tako je osamljena, da še streha je prašna. Nje se prestraši prav vsak junak, v njej bled postane še korenjak. To čustvo živi, ki pravimo mu strah, in vsak, ki gre mimo, postane mehak. V resnici pa strah ni čisto bel, niti ni strašen in niti debel. Je velik le toliko, kot mu priznaš, moč dobi, če se mu predaš. Takrat, ko te strah bo, poglejmo v oči. Povejmo, da strah tebe nič ne skrbi, da on se v resnici tebe boji, ker potem, ko ga odženeš, nič ga več ni. Naslednja hiša je prava diva, samozavest v njej prebiva. Ustvarjalna in vsa nasmejana, samozavest je vsakomur dana. Le prebuditi jo moraš, nekje v tebi se skriva, seveda. Samozavest je dobra soseda, ki vedno te spomni, da lahko si uspešna, močna, pogumna in kdaj tudi smešna. Pove, da si lepa in pametna tudi, a ti to že veš, zato te ne čudi. Tamle še ena hiška stoji, v njej ljubosumje živi. To čustvo ni lepo, ni dobro, ni zdravo. Ta pokvari res vsako zabavo. Ljubosumje je neprijeten občutek, ki lahko uniči res lep trenutek. Takrat, ko nekdo nekaj dobi, nekaj, česar nimaš, pa želela bi si. Drugemu ne privoščiš tega, tebi kar naprej se krega in te tišči in duši in jezi, ker to stvar želela bi si tudi ti. A ljubosumje res ni dobro, je čustvo zlobno, ki odnose uničuje in prijateljstvo oddaljuje. Zato pomahaj ljubosumju v slovo, boš videla, svet takoj prijaznejši bo. V zadnji hiški hvaležnost živi, to čustvo čutiti bi morali vsi. Tu res smo veseli za vse, kar imamo, za vse, kar dobimo in vse, kar poznamo. Za vsako darilo, pa naj bo igrača, oblačilo ali pa slastno cvetača. Tu smo hvaležni za mamico in očka, za sprehod do bistrega potočka, za prijazne besede in dobre sosede. Hvaležni, da hrano v hladilniku imamo, da lahko se varno zunaj igramo, da smo zdravi in veseli, da se radi imamo. To je tisto, kar največ šteje. Hvaležnost je čustvo, ki srce ti pogreje. Veš, tole mesto pravzaprav v tebi živi. Včasih cel kaos lahko se ti zdi. Vsa ta čustva v življenju boš čutila, ob nekaterih boš uživala, se z drugimi borila, a iz njih se vsakič boš kaj novega naučila. Čustev nikar se ne boj, ker ves svet jih doživlja s teboj. Nikoli jih ne skrivaj, prekrivaj, raje jih pozdravi in z njimi tu bivaj. Kar čutiš, povej, povabi naprej, ali na obisk, to čustvom povej. Po obisku bodo odšla, da prostor za nova bo prihodnji dni. V tvojem srcu je čustveno mesto takšno z dolgo pisano cesto. Iz vseh teh hišk bodo čustva hitela, včasih boš srečna, hvaležna, vesela. Spet drugič boš jezna in besna rjovela. Včasih zaljubljene pesmi boš pela, drugič ponosno se boš vrtela. Tudi ljubosumje boš kdaj začutila, a vem, da ne boš se mu prepustila. Zdaj pa hitro pod odejo, le lepe sanje k tebi smejo. Zapri oči
in mirno spi. Saj veš, da največ pomeniš mi. Še en poljub in objem ti dam, pa še nekaj ti na uho zašepetam. Najraje na svetu te imam. Si moj ponos in moja sreča, ti moja čustev polna vreča. Kako imenitna pravljica, kaj ne? Pisateljica je tako čudovito in enostavno opisala čustva, a če se sami znajdemo v vrtincu različnih čustev, vse skupaj ni tako enostavno. A sedaj bo mnogo lažje. Super pravljica, res. Otroci, mojim knjižnem kotičkom pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Pokloni prijaznost in žarek luči, v kateri boste spoznali žalostnega medveda, ki ga nihče ne mara. A medvedova prijateljica na prav poseben način poskrbi, da medved postane nadvse vesel ter obkrožen s svojimi prijatelji. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Kako čudovita razlaga o rimah. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ponovno sem prejela prijetno sporočilo Sofijine mamice z željo, da preberem čudovito pravljico. Le katero pravljico bi Sofija želela slišati? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Deklica in mesto. Nedaleč od tod je v sivem mestu živela deklica. Siva je zelo dolgočasna barva. Morda je mesto zato tako dolgočasno, je razmišljala deklica. Morda se tudi metuljem, pticam in soncu zdi siva dolgočasna in zato nikoli ne pridejo v naše mesto. V tem mestu je vedno tako veliko ljudi, a so kljub temu vsi osamljeni, je razmišljala, ko je tavala po ulicah. Ko je prišla do konca svojih misli, ji je postalo jasno, da se je izgubila. Mesta že nekaj časa ni bilo več videti. Naenkrat se je znašla na robu velikanskega gozda. Med drevesi je zarenčal volk. Se ti ne zdim strašen? Jo je začudeno vprašal volk. Nisi strašnejši od mesta, v katerem živim, mu je odvrnila deklica. Moje mesto je temno, jaz pa imam rada barve, sonce, ptice in metulje. Zdi se, da so ljudje v mojem mestu pozabili na igro. Pridi in si odpoči, se je volku zasmilila. O, volk, zakaj je v gozdu tako lepo? Ga je navdušeno vprašala deklica. Narava je vir lepote in radosti.
V njej se rojevajo vse barve in odtenki. Je domovanje ptic, metuljev, sonca in ta vir je povsod okoli nas, tudi v najmanjši vejici. Že vem, je vzkliknila deklica in stekla proti mestu, kolikor so jo nesle noge. Nekaj let oziroma strani pozneje je mesto doživelo korenite spremembe. Samo poglejte, kako je deklici, ki je živela v sivem, temnem mestu, uspelo pričarati takšno mesto. Naravnost čudovita pravljica. Pravljica, ki seže v srce. Bravo, deklica, za vztrajne, pozitivne misli ter odlično rešitev, s pomočjo katere je mesto ponovno zaživelo. Seveda pa so zaživeli tudi ljudje, rastline, živali in tako s skupnimi močmi ustvarili čudovit svet. Sofija, najlepša hvala za idejo o izjemno poučni pravljici. Otroci, mojim knjižnim kotičkom pa lahko prisluhnete še eni podobni pravljici z naslovom Nevidni, v kateri boste prav tako spoznali deklico Izabelo, ki se je izgubljala in postajala iz dneva v dan bolj nevidna. A tudi ta deklica je razvila izjemno idejo, s pomočjo katere je ponovno zaživela. Prijeten pozdravček Sofiji, ter pa seveda vsem ostalim, ki spremljate pravljični svet v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in ostanite srčni. Čau, čau. Ja. Kako malo je potrebno.